mi je prav lepo zapela, mi srce tolažila. In pomladi je zapela, ko je gnezdo spletala, ko je travca zelenela, zelenela lipica. Ko je travca zelenela, zelenela lipica. In tako mi je zapela, mi tako povedala, da ljubezen je bolezen, se ozdraviti ne da. Spoštovane dame in gospodje, dobrodošli na svečanosti ob odprtju modernizacije odseka občinske ceste javne poti Mlače, grad Pogled v krajevni skupnosti Loče. Pričeli smo z mlaškimi fanti in eno ptičico, priletela in hišica domača, tako kot se na vasi, kot so Mlače, seveda spodobi. Še posebej toplo danes med nami pozdravljam Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Gospoda Janka Čakša, predsednika krajevne skupnosti Loče. Predstavnike izvajalcev del podjetje Boris Leskovar, SP iz Slovenskih Konjic in Asfalti Ptuj, nadzornika nad izvedbo del, ki jih je izvajal SNG Janko Brecl, SP iz Maribora, to so bili vsi izvajalci, občinske svetnike, predsednike in predstavnike krajevnih skupnosti, nastopajoče in seveda vse vas zbrane na odprtju nove pridobitve. V teh dneh se je zaključila še ena investicija na področju prometne infrastrukture na območju krajevne skupnosti Loče, to je modernizacija odseka občinske ceste javna pot Mlače, grad Pogled. Pomembnosti cestne povezave se zavedamo šele takrat, ko je zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ta težko ali celo slabo prevozna in ko je skoraj onemogočeno kvalitetno vzdrževanje ceste. In prav takšen je bil omenjeni odsek v dolžini 350 metrov, ko so se na asfaltni površini naredile kolesnice do globine 20 centimetrov, kar je bila posledica preskromne debeline in širine spodnjega ustroja, ter dejstva, da je ta cestna povezava bila med prvimi, ki je dobila asfaltno prevleko. To je bilo že v drugi polovici 70. let, ko so na gradu Pogled še potekale poletne kulturne prireditve. Omenjena cestna povezava predstavlja eno izmed prometnih poti do Štajerske vasi in naprej do naselij Sveti Jernej, Koble in Loče. Na tej lokaciji je ogromno sprehajalcev v popoldanskem času in tudi čez vikend. Zaradi tega je bila tudi uslišana želja domačinov, da se cesta proti gradu osvetli. Za uvodni pozdrav in besedo ob tem veselem dogodku prosim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Spoštovane gospe in gospodje, krajanke in krajani Mlač, cenjeni gostje. V teh dneh končujemo niz takšnih podobnih dogodkov, veselih dogodkov, ko se ljudje veselijo nove pridobitve. In prav je tako, da se po tistem času, ko je potrebno trdo delati, tudi veselimo uspehov, ki so plod znanja, dela, zagotavljanja finančnih sredstev, predvsem pa plod naših skupnih prizadevanj. In danes odpiramo eno obnovljeno cesto. To v času, ko ponekod šele prvič vidijo črno prevleko. To pomeni, da imamo še kar dovolj nalog pred nami in da skupaj se lotimo takšnih nalog, da bodo tudi ljudje po drugih krajih tako veseli, kot ste vi danes.
Če mene spomin ne vara, je tole bila prva asfaltirana cesta na Loškem koncu. Pa mi boste tisti, ki ste podobnega videza kot jaz, kasneje pritrdili ali pa zanikali. Ja, zaradi poletnih kulturnih prireditev je to bil prvi asfalt proti gradu Pogled. Seveda pa ne moremo primerjati čas izpred 40 let in današnji čas. Današnji čas zahteva nekoliko drugačne pogoje, drugačne standarde in po temu je potrebno slediti. In kar nekaj med vami je takšnih, ki ste nenehno cukali za rokav, tako sodelavce v občinski upravi, kot tudi mene, napisali kakšno elektronsko pošto. Verjamem, da ste danes veseli. Veseli posodobljene ceste, gladkega asfalta, urejenega jarka, predvsem pa tele sodobne, najsodobnejše javne razsvetljave, ki v tem trenutku pač jo imamo na voljo. Jaz vam vsem skupaj želim, da to cesto varno uporabljate, predvsem pa, da vas cesta zbližuje in nikoli razdvaja. Varno pot, kamorkoli hodite, predvsem otrokom, ki pride po tej gladki cesti in nadaljujejo po lani odprtem pločniku v smeri Loč. Ti otroci bodo pravzaprav najdlje uporabljali to cesto. Srečno vsem skupaj. Kot je že povedal župan, se varne poti v šolo in po drugih opravkih veselijo tudi šolarji, šolarke iz osnovne šole Loče, ki so danes z nami. Ana Amalija Skok, Mila Kotnik in Zala Macuh, skupina Fortissimo, nam bodo zapele in zaigrale Eternal Flame. Pa jim prisluhnimo. Za modernizacijo odseka ceste Mlače, grad Pogled, v višini 63.658 evrov, so se zagotovila iz investicijskih sredstev, namenjenih za krajevno skupnost Loče. Občina pa je financirala ureditev cestne razsvetljave in prometne signalizacije. Drogove za cestno razsvetljavo so prispevali domačini. Za besedo ob odprtju prosim Janka Čakša, predsednika krajevne skupnosti Loče. Drage krajanke, dragi krajani Mlač, spoštovani gospod župan, spoštovani gospod podžupan, kolegi, svetniki, prijatelji, predsedniki in pa tudi moram posebej še pozdraviti našo bivšo vinsko kraljico, ki nas je počastila z obiskom, gospodično pa zaprav, Neža Pavlič. Hvala lepa, Neža. Vsekakor, Ločani smo danes zelo veseli. Je pač napravljen tak projekt, ki je bil že dolgo odlagan in zdaj se je ta želja uresničila. Rad bi se zahvalil vsem izvajalcem del, to je gospodu Leskovarju, asfalterjem, Asfalti Ptuj, posebej še pa našim možem, gospodu Soviču, Brankotu, za dobro napravljen projekt, za nadzor gospodu Jankotu iz Maribora, ki je tudi upravil dobro, največ pa vam, sosedje, krajani Mlač, za vašo potrpljenje v času izvajanja del, da ste potrpeli
bilo je malo praha, bilo je malo vode, bilo je malo blata. Verjamem, da družina leva in desna, družini Arzenak, od Brankota in Poldeka, so malo bolj trpeli, ker so bili na udaru, ampak Poldek, ko sem tako obljubil za avtorite, bom jaz danes elektriko plačal posebej. Tako, ja. Taktično-tehnične podatke o tem projektu ste čuli, jaz mislim, da bo delo lepo upravljeno, pravilno upravljeno. Tako je župan rekel, naj nas združuje, ne ločuje, da bi bilo varno z izdelavo tega pločnika Loče, Mlače, vsekakor smo pridobili veliko, da je ena določena povezava in verjemite mi, veliko ljudi se zelo rado sprehaja po teh naših krajih, sedaj pa vsekakor še bolj. Še enkrat potrpljenje teh domačinov vam hvala lepa, rad bi se pa vsekakor zahvalil tudi nastopujočim. Še enkrat srečno in varno pot vam želim in lep dan. Hvala predsedniku, mi pa nadaljujemo z ljudskimi pevci in godcem izpod Konjiške gore. Hvala ljudskim pevcem, zdaj pa je čas, da cesto tudi uradno predamo življenju z njenimi uporabniki, vozniki, pešci, sprehajalci. Za prerez traku in odprtje ceste prosim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice in Janka Čakša, predsednika krajevne skupnosti Loče.